Lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna je Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije organiziralo državno prvenstvo gluhih v košarki. V športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj so tekmovale le 3 ekipe. Vsaka se je pomerila z vsako. Poglejmo si reportažo s tekem. Košarko gluhih in z reprezentančno košarko gluhih sem se seznanil že pred leti, ko sem delal na Košarkarski zvezi kot direktor košarkarskih reprezentanc. V tistem času so nas nekajkrat obiskali vodilni možje z področja košarke gluhih in vzpostavili smo neko sodelovanje. Takrat sem začel nekoliko bolj podrobno spremljati tudi delo te reprezentance. Bivši selektor Peter Brumen je moj dober prijatelj in nekajkrat sva o tem govorila. Tako da nekaj malega informacij, vedenja o košarki gluhih sem imel torej iz tega časa. Kasneje smo košarko gluhi pravzaprav vsi podrobneje spoznavali preko Mihe Zupana, ki je bil tudi član naših reprezentanc in ni nobenega dvoma, da je košarka gluhih postala tako zanimiva tudi med slušečimi prav zaradi tega. In prav zaradi Mihe Zupana in seveda pobude, ki je prišla strani Športne zveze gluhih, je nastala odločitev, da se košarki gluhih priključim kot reprezentančni selektor. To me seveda izjemno veseli. Zame je to izziv,
v tem obdobju, ko se pravzaprav seznanjam z problematiko gluhe košarke, sem nekaj malega uspel uvideti, dobiti uvida tudi v to, kako gluhi športniki delujejo, kako se znajdejo v teh situacijah. In vse skupaj, kot rečeno, mi je velik izziv, ki postavlja pred mene kot trenerja še kakšno drugo izkušnjo, ne samo košarkarsko. Potreboval bom še kakšna druga znanja. Jaz mislim, da bo to v nekem delu vzajemno učenje, seveda pa ne glede na to moje umanjak znanja z področja športa naglušnih in gluhih, bo v prvi vrsti v košarkarski reprezentanci košarka. Na tem področju pa mislim, da imajo tako ti igralci kot tudi jaz dovolj izkušenj, da bomo lahko v bodoče dosegli tiste cilje, ki si jih šport gluhih in seveda košarkarska reprezentanca zastavlja. To pa je poseganje po najvišjih mestih v naslednjih velikih tekmovanjih, v naslednjem letu na Evropskem prvenstvu, v nadaljevanju pa še na olimpijskih igrah gluhih in svetovnem prvenstvu. Jaz upam, da bomo znali narediti dober program, da ga bomo dobro realizirali. Upam in želim si, da bi se gluhi košarkarji odzvali vabilo reprezentance, da bi dobro sodelovali. Hkrati pa si seveda želim, in to se mi zdi izjemno pomembno, da postopoma k reprezentanci gluhih košarkarjev priključimo kar največ novih mladih igralcev, ki bodo lahko nadaljevali z tradicijo kakovosti in izjemnih rezultatov košarke gluhih.
vami bom tudi na košarkarskem prvenstvu v Grčiji, kako priti do tja, z veliko treninga, z veliko moje dela, tako kot vedno, pač sami šuti na koš ne bojo dovolj, tako da tudi na obrambi bo treba delati, kar pomeni veliko premikanja v vse smeri, tako da tukaj vidim največji cilj vsega skupaj. Kaj ne pa rečem, kako ustrajati pri temu, ja, zaradi tega, ker to pač moj najljubši šport, v katerem uživam, ga ne bi zamenil za nič na svetu, tako da to je to. Zmagovalci vseh tekem so postali Ljubljančani, pred drugo uvrščeno Novo Gorico, tretje uvrščeni pa prihajajo iz Velenja. Igralci so se med tekmo sami organizirali, ko so pokazali svojo igro pri najboljših močeh. Nazadnje so pokazali svojo lepo igro, ker so se igralci ujeli in se dobro borili. Želimo jim še veliko takih tekem. Čestitke vsem in vsakemu posebej. Nasvidenje.